Dober dan. Slovenski politični prostor dobiva novega igralca. Da bo jeseni ustanovil novo stranko in jo popeljal na parlamentarne volitve prihodnjo pomlad, je danes napovedal evropski poslanec Vladimir Prebilič. Je torej uspel zbrati ekipo somišljenikov, s katero bo sposoben nagovoriti najbolj pereče izzive v naši družbi. Kdo so, zakaj ni še enkrat poskusil zvestno, kaj je Prebiličeva intimna opcija po naslednjih volitvah, kaj vse je preračunaval, preden je danes obelodanil odločitev. Ali ima vsebinske rešitve, po katerih se bo razlikoval od preostale politične ponudbe, ali gre zgolj za nov obraz, ki bo pomagal priti do naslednje leve oziroma levosredinske vlade. Gospod Prebilič, dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Takoj potem, ko ste na novinarski konferenci obelodanili to svojo odločitev, ste prišli sem v naš studio. Povedali ste, da greste na volitve zato, ker je dovolj netransparentne politike, ki nima integritete in poguma, dovolj politike, kjer se spodkopavajo temeljni postulati demokracije, dovolj relativiziranja protikorupcijske komisije tudi. Stranka bo zaživela 18. oktobra. Ali ste že izbrali ime? Ime imamo delovno, nisem ga dokončno izbral iz čisto popolnoma praktičnega razloga, namreč nismo še na ustanovnem kongresu. Prav je, da tisti, ki bodo člani te stranke, imajo možnost sooblikovati tudi ime in seveda njen program. Zaradi tega se danes za ime še nisem odločil, imamo pa, kot sem rekel, delovno ime. Ampak svetovalci so vam, tako smo vas razumeli prej, svetovali, da bi šli ustanovitev stranke, ki bi nosila vaše ime. To smo v Sloveniji videli že precejkrat, je delovalo, torej na podlagi enega močnega imena se je potem, podpora razširila in je marsikdo prišel v parlament potem na račun tega enega imena. Vi pa, če sem vas prav razumel, niste temu najbolj naklonjeni, torej se te možnosti že naprej odrekate, da bi bilo vaše ime. Kot sem rekel, ni ime še dokončno odločeno, treba bo seveda se pogovoriti še s kom drugim. Sam bi si osebno intimno ne želel, da je ime in priimek, namreč mislim, da ima slovenski politični prostor dovolj strank, ki pravzaprav slonijo na enem obrazu. Sam ne želim, da bi to bila tudi ta stranka. Verjamem v kolektivno delo, verjamem v izmenjevo argumentov in mnenj. In če hočemo takšen prostor odpreti, potem se mi zdi prav, da damo ljudem tudi možnost, da se oblikujejo tako program kot ime. In kot rečeno, zaenkrat osebno intimno razmišljam, da morda moje ime ne bi bilo potrebno, ampak je prenagljeno zdaj dokončno zadnjo besedo reči na to. Ja, razumem, da te možnosti ne izključujete še popolnoma. Predtem ste sporočali, da boste šli v to novo zgodbo samo v primeru, če zberete ekipo, s katero boste lahko reševali največje težave Slovenije. Sicer bi bilo to neodgovorno. Torej, glede na to, kaj ste danes sporočili, to ekipo imate. Kdo so, kdo bo generalni sekretar stranke, podpredsedniki, izvršni odbor, kandidati za ministre, poslance? Torej, ekipa obstaja. Jaz sem se s to ekipo tudi posvetoval, kar se tiče samih izhodišč, ki jih bomo tudi predstavili v naslednjih mesecih. Sama imena za poslance in pa ministre in tako naprej je seveda spet prenagljeno. Zakaj? Zaradi tega, ker stranka bo tista, ki bo odločila in določila, kdo bodo kandidatke in kandidati v posameznih volilnih okrajih. Enako velja tudi potem kasneje za ministre. Verjamem, da ljudje želijo že danes slišati vsa imena, to je nemogoče, še enkrat sem povedal, o tem bodo odločali še kdo drug, ne samo jaz. In drugo, kar je pomembno, tudi ta ekipa, s katero delam, me je prosila, da vseeno naj počakam z obelodanitvijo teh imen iz preprostega razloga, namreč v slovenskem političnem prostoru je neka specifična politična kultura in ta ni najbolj spodbudna. In mislim, da dokler ni potrebno se popolnoma izpostaviti in ni potrebno tudi teh imen še obelodaniti, jaz moram prevzeti to nase, tukaj ni nobenih dilem, ostali pa lahko še malo počakajo. Ja, ampak obenem tudi govorite, kako v slovenski politiki manjka transparentnost in da prav zato ustanavljate stranko. Zdaj pa nobenega imena ne poveste, lahko vsaj potrdite. Je torej z vami v ožji ekipi nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj, morda sedanja nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Lahko te dve imeni morda potrdite? Z kolegom nekdanjim poslancem Grošljem sodelujeva ves čas, to ni nobena skrivnost. Kar se pa tiče gospe Pašek, sva se dobila že večkrat na kavi, dokončna odločitev o tem še niti ni padla. Lahko pa povem, da tisti, ki jih bo zanimalo sodelovanje z mano, se bom z vsakim posebej pogovoril in tudi izmenjal besede. Dobrodošli so vsi tisti, ki so motivirani, želijo, znajo in zmorejo. Tudi bi si želel, da seveda tisti, ki vstopajo, delijo vrednote, ki jih sam zagovarjam. Predvsem pa si želim, da tisti, ki bi se pridružili tej ekipi, ne bi prinašali s seboj prevelikih nahrbtnikov.
Ravno na to bi se zdaj navezal, kar ste povedali, a ne nahrbtnike. Imamo nekaj strank, ki so na novo nastale in seveda razmišljajo nekako, da bi šle na naslednje volitve, in pa javnomnenjske ankete trenutno ne kažejo ravno nekega preboja, mogoče kakšen procent, 2, skratka premalo za vstop v parlament. Ali bi bili, ali je oziroma že kakšen tak pogovor, interes bil izražen, da k vaši stranki pripojite še kakšno tako stranko, to smo videli, stranka konkretno se je pripojila demokratom Anžeta Logarja, recimo, ali so kakšni pogovori s Karlom Erjavcem? On ima stranko Zaupanje. Drži. Nisem se dobil še z nobenim od teh, danes sem komaj napovedal svojo pot, verjamem, da se lahko v nadaljevanju sicer pogovarjamo, ampak res bi bil zelo vesel, da se odločimo za to pot po načelu iz nič, se pravi, gremo res od začetka. Ne gre za to, da bi za cilj izboljšanje volilnega rezultata k sebi vabili to ali drugo stranko. Jaz mislim, da je prav in pošteno, da ljudi nagovorimo sami, ukolikor bomo s tem uspešni, prav, če pa ne bomo, imajo pa ljudje vedno tudi prav. Tako da ne verjamem in mi ni blizu, da bi prav veliko strank pridruževali k nam. Če kakšen posameznik, kot sem že prej povedal, ima ta znanje, voljo in izkušnje, pa tudi je motiviran, seveda vedno dobrodošli. Mislim, da pa je prav, da stranka nastane na popolnoma jasni osnovi in ne vključuje in prevzema drugih strank. Ste pa do danes govorili številnimi, predvsem nekdanjimi politiki, predsedniki Pahor, Kučan, pa premier Rop in Cerar. Kolikšen vpliv na vašo odločitev so imeli ti pogovori? V obrazih sem bral, da ste enkrat kot kočevski župan že skoraj odstopili, pa ste si potem po pogovoru s kardinalom Francom Rodetom premislili. Torej, je bilo kaj tudi na teh pogovorih vpliva na vašo odločitev? Dobro ste obveščeni. Torej, res je, takrat sem bil res v veliki stiski. Namreč, ko sem vstopil v lokalno politiko, sem bil prepričan, da ljudje v lokalni politiki vsi delajo za dobrobit kraja in da ni pomembno, kdo je na kateri strani. Pa sem se zmotil. Tukaj je bila kar težka prizemljitev za mene v tistem času. Kar se pa tiče teh pogovorov, pa lahko povem, da vsi ti pogovori so mi osvetlili mogoče malo ozadja, osvetlili so mi način delovanja, potem ko ali če si v določeni funkciji, in moram reči, da so bili vsi skupaj zelo konstruktivni. Je pa odločitev, da grem zdaj v slovensko politiko, dozorela predvsem v meni. Torej, nihče ni tako odločilno vplival, da bi se za to odločil zaradi nekoga. To sem se odločil sam. Je pa vedno dobrodošlo znanje in informacije. Sam osebno globoko verjamem, da se celo življenje učimo in da je prav, da prisluhnemo tistim, ki te izkušnje in znanja imajo. Ja, predvsem v primeru prvega predsednika Milana Kučana ste v javnosti dajali vtis, da je vaša odločitev odvisna od tega, s kakšno naklonjenostjo bo na to gledal on. Zadnje stališče je, in povedal ga je tudi javno, da ni naklonjen drobljenju levo od sredine. Zdaj sem, na ta pol bo sodila tudi vaša stranka. Ali pričakujete, da vas bo premier Golob povabil v nekakšno zavezništvo pred naslednjimi volitvami? On napoveduje blok, ki bo branil Slovenijo pred desnimi populisti. Se vi vidite v takšnem bloku? Ne. V takem bloku se ne vidim, iz preprostega razloga, zaradi tega, ker verjamem v temelj demokracije. Temelj demokracije pa so svobodna izbira državljank in državljanov oziroma volivk in volivcev. Torej, jaz ne verjamem in ne spodbujam tega, da se oblikujejo bloki in s tem zmanjšuje možnost izbire volivkam in volivcem. Prav je, da se politiki na parketu soočimo z argumenti, te argumente ponudimo potem v premislek volivkam in volivcem in oni so tisti, ki morajo odločiti, ali je nekdo primeren za to, da vstopi v državni zbor oziroma kasneje vodi ali pa se oblikuje prihodnost države. Torej, razne špekulacije in pa preigravanja, kako bi pravzaprav prisilili volivke in volivce k izbiri točno določenega bloka ali stranke, se mi zdi v demokratičnem svetu pravzaprav slaba stvar, to ni dodana vrednost. Še enkrat, mislim, da moramo tisti, ki gremo v to, znati ljudi preprosto prepričati, ne pa jih izigravati. Ste se pa v teh mesecih pogovarjali tudi z več strankami z tega pola, z nobeno se niste uspeli nič dogovoriti. Slišati je bilo celo, da vam ne bodo delali avtoceste do položaja premierja. To je rekel Matjaž Han, torej predsednik stranke, katere član ste bili do pred 15 let nazaj, torej SD. A ste si vi to želeli, torej avtoceste do položaja premierja? Tle je šlo za, po moji oceni, na strani ministra Hana za globok nesporazum. Jaz nisem nikoli od njega nič pričakoval, jaz sem šel k njemu samo na pogovor, da malo izmenjava stališči. Konec koncev nismo tako daleč narazen na tem levem delu, vsaj tako se je meni zdelo.
Zdaj, če sem malo hudomušen, sej gospod Han težko meni zgradi avtocesto, to ni njegov resor. On ni na resorju za infrastrukturo, ampak na resorju za gospodarstvo. Mislim, da, kot sem rekel, da gre tukaj za nek nesporazum. Želim si, da bi seveda njim njihovo delo bilo prepoznavno in da so uspešni, tako kot si oni to želijo. Sam se osredotočam zgolj in izključno na svoje delo, na svojo stranko, na svoje argumente in na nikogar drugega. Čas o teh stvareh, kako, na kakšen način bomo sodelovali, bo potem, ko bomo imeli volilne rezultate in bo tem tudi lažje vse skupaj doreči. Če se morda še vrnem k prvemu predsedniku Kučanu, ta mesec je bil tudi na Škrabčevi domačiji v prvi vrsti, ko je tam gostoval premier Robert Golob. Nekateri so to že razumeli kot dokončno podporo za nov mandat sedanjemu predsedniku vlade. Ste tudi vi to tako razumeli? V svojih intervjujih ste že nekako dali vedeti, da ste tudi vi razumeli Kučanove besede v pogovorih z njim, ne kot to, da še niso dvignili roke nad sedanjim premijem. Torej, ali to razumete tako? Mislim, to bo mogel on pojasniti, kako on sam razume in kaj je s tem želel. Jaz vas sprašujem, jaz tega ne razumem kot brezpogojno podporo. Jaz razumem, da je gospod Kučan šel na Škrabčevo domačijo, ker je tam tudi reden gost. Z gospodom Škrabcem sta prijatelja in je to čisto verjetno normalna stvar. Sam osebno pa res bi želel samo eno stvar pojasniti. Torej, še enkrat, odločitev za to, da vstopam, ni bila nikjer drugje legitimizirana kot samo v moji glavi in v moji ekipi. Na to se podajam brez raznih pomoči in podpor drugih izven političnih akterjev, ker mislim, da je tako tudi prav. Mislim, da je v 21. stoletju čas, da pač enostavno politiko prepustimo tistim igralcem, ki zmoremo pogum in se za kaj takšnega tudi odločimo. Vsi ostali pa lahko seveda spremljajo in komentirajo. Se pa strinjate z gospodom Kučanom, da velika koalicija, torej koalicija dveh največjih strank na obeh polih, trenutno ni mogoča v Sloveniji? Verjamem, zaradi tega, ker če gledamo danes tako GS kot SDS, se mi zdi, da sta pripeljali stvari tako daleč v tem smislu polarizirajoče politike, da je danes težko zgraditi kakršenkoli most. Jaz način to pravzaprav obžalujem, moram povedati, da iz parlamenta, katerega prihajam, evropskega, ta polarizacija ni tako prezentna. Škoda, da imamo to tako veliko v Sloveniji, ker to nekako ovira Slovenijo v samem razvoju in delovanju. Pa ne bi bili vi ta most potem, če obžalujete, da ga ni? Mislim, da bo glede na situacijo, ki imamo ta trenutek v Sloveniji, to težko. Resnično in tudi sam mislim, da je težko sodelovanje z moje strani z SDS-om prav v tistem delu, kjer se pogovarjamo o vrednotah. Namreč že uvodoma sem danes na tiskovni konferenci povedal, tukaj imam jaz težave z celo plejado stvari, ki so pač moteče za demokracijo, spoštovanje mnenja drugih, spoštovanje pravne države, spodkopavanje pravzaprav sodnega sistema, ki ga poimenujemo krivosodje in podobno. To so stvari, ki v slovenski prostor ne sodijo. Žal pa velja tudi na drugi strani za zelo podobno oceno, torej, ko se pogovarjamo o drugih, se pravi nosilcih v Gibanju Svobode, dostikrat slišimo, da veljajo zakoni za ene tako, za druge drugače, dvomijo, zakaj imamo protikorupcijsko komisijo, spodkopavajo integriteto politikov in tako naprej. Skratka, menim, da prav zaradi tega, ker gre na obeh straneh za velik odmik od tega, kaj bi pravzaprav politik moral biti, da je verjetno prav, da ponudimo neko alternativo. Kaj pa vaše sodelovanje z Vesno? Zdaj, ko je jasno, da se za prihodnje volitve povezuje z vladno levico, šli bodo skupaj. V Vesni od vas pričakujejo, da boste že danes vrnili poslanski mandat v Evropskem parlamentu, da ga bo lahko kot naslednja z liste prevzela sopredsednica stranke Urša Zgojznik. Boste to storili? Ne, tega ne bom storil, zato sta tudi dva razloga. Razlog številka ena je, da je zakon, kar se tiče prenehanja mojega mandata v Evropskem parlamentu, kristalno jasen in to je takrat, ko pride do nezdružljivosti funkcij. Torej, ko ali če bom izvoljen v državni zbor, potem seveda nastopi nezdružljivost funkcij in v tem primeru sem dolžan vrniti mandat. In drugič, gre tudi za vprašanje legitimnosti. Če boste pogledali volilni rezultat, jaz sem dosegel 52.000 preferenčnih glasov, torej sem bil tretji najbolj uspešen poslanec v Sloveniji. Če se štejete vse glasove, tako stranke Levica, kot vseh ostalih 8 kandidatov iz stranke Vesna, tega rezultata ne boste dobili. Torej so manj, kot sem dosegel sam. Ne vidim razloga, zakaj bi tudi z vidika legitimnosti jaz danes vračal mandat oziroma se temu mandatu odpovedal. Mislim, da je bilo zaupanje volivk in volivcev kristalno jasno izraženo na volitvah. Ja, ker stranko ste prepoznali kot partnerja za predsedniške volitve, potem ste z njeno pomočjo dobili ta mandat v Evropskem parlamentu. Mandata pa jim ne boste vrnili kljub temu, da greste svojo pot
vse dokler ne nastopi ta nezdružljivost funkcij, torej morebitna izvolitev v državni zbor ali pa na mesto ministra. A ne? To ste povedali ravnokar. A se vam ne zdi to zelo pragmatično? Namreč na soočenjih boste vi njihov neposredni konkurent, obenem pa še vedno, vsaj formalno, njihov evropski poslanec. Obenem pa zagovarjate tudi več transparentnosti v politiki. Kako bodo volivci gledali na takšno situacijo? Se vam zdi to transparentno? Meni se zdi to transparentno, kot sem že prej povedal, preprostega razloga preferenčnih glasov, ki sem jih dobil. Tisti, ki ste spremljali volilno kampanjo, ste tudi opazili, da smo kandidirali kot Vlado in Vesna, torej kot koalicija. Jaz član te stranke nikoli nisem bil, to je bil tudi moj pogoj, da gremo skupaj kandidirati. Participiral sem tudi v smislu volilne kampanje in financ, kar se tega tiče. Torej, tukaj so za mene stvari kristalno jasne. Jaz nikogar nisem izkoristil in ga tudi ne želim. Še enkrat, stranka bo dobila mandat, tako v trenutku, ko se zgodi nezdružljivost. Kar se pa tiče nenavadnosti, je pa približno tako, kot da bi danes se podobno pogovarjali recimo o gospodu Logarju in SDS-u oziroma Mihi Kordišu in Levici. Torej, jaz mislim, da je Slovenija še vedno dovolj demokratična, da razume drugačna stališča, samo za to gre. In kot sem rekel, ko bo prišlo do nezdružljivosti, tedaj seveda bo ta mandat tudi njim pripadal, ničesar ne bodo oškodovani, mandat stranka dobil v primeru moje izvolitve. Ja, sem gospod Logar je izstopil iz svoje poslanske skupine, vi pa iz Zelenih ne boste izstopili. Ne bom, ampak Zelenih v Evropskem parlamentu, za kar so me tudi sami prosili. Ja. Prosili so me pa prav zaradi tega, ker prevzemam določene pozicije, ki so tudi za stranko v Evropi zelo pomembne. Med drugim je to poročevalstvo za Srbijo, ki ga upravljam, Črno Goro, Severno Makedonijo, sem stalni poročevalec za Indijo in to so pa koordinator v regionalnem razvoju. Tudi oni so izrazili, da dokler lahko sodelujem, dajmo sodelovati, da bomo lahko čim bolj učinkoviti kot poslanska skupina. To je poslanska skupina jasno povedala tudi stranki Vesna. Ja. Na desni se zdaj spet dogajajo premiki. Mnogi so ocenjevali, da je napoved Mateja Tonina, da se poslavlja s čela Nove Slovenije v bistvu zmaga Janeza Janše. Zdaj, slovo Tonina je namreč povzročila tudi njegovo osamljenost pri stališču, da Nova Slovenija v Janševo vlado več ne bo šla. Ali vi zdaj, po tem premiku, jasnem premiku, to stranko vidite kot možnega partnerja, če boste sodelovali v koalicijskih pogajanjih za prihodnjo vlado? No, še enkrat, jaz mislim, da se o teh stvareh seveda treba pogovarjati potem, ko bomo imeli volilne rezultate. Sam pa ocenjujem, da se bo, kot ste pravilno ugotovili, NSi verjetno premaknil malo bolj v desno. In sam osebno to obžalujem. Jaz mislim, da stranka Nova Slovenija je bila dobra, kvalitetna krščanska demokracija in ni potrebe za to, da se približujem, ampak to seveda je njihova odločitev in jo spoštujem. Mislim pa, da mogoče ni bilo to, vsaj z mojega stališča, najbolj premišljena odločitev, ampak to je njihova stvar. Osebno pa ocenjujem, da se s tem oddaljujejo možnosti sodelovanja tudi z menoj. Ne pomeni pa to, da niso več v igri. Torej, da jih a priori izključujete, kot izključujete SDS. Tako, jaz mislim, da moramo tukaj kot politiki vedno iskati vsaj tisto, kar bi se dalo poiskati v smislu povezovanja ali pa sodelovanja, bom previden. Torej, koalicijsko sodelovanje je že zelo temeljito sodelovanje, se moraš res že, zbližati v svojih stališčih. Ampak, kot sem rekel, s tem, ko gredo na desno, mislim, da so možnosti in priložnosti za tesnejše sodelovanje manj verjetne. Prav Tonin je namreč poleg Anžeta Logarja, s katerim ste vi tudi večkrat govorili, omenjal tretji blok oziroma steber. Torej, tretja možnost, ne Janša, ne Golob. Ali vi torej zdaj svoje mesto bolj vidite v takšnem bloku? Težko rečem. Jaz osebno mislim, da še enkrat moramo najprej priti do volilnega rezultata, prepričati ljudi z argumenti in pa z našimi programi. Sam ocenjujem, da bo šele potem, ko bomo imeli te volilne rezultate na mizi, možno sodelovanje. Tretji blok se mi zdi v tem delu in v tem trenutku pravzaprav malo verjeten. Se je pa vaš odnos do Logarja ohladil? Najprej ste govorili o možnem sodelovanju v vladi, zdaj pa nazadnje takole, citiram: "Pri Anžetu je tako, da kdo bi vedel, imam nekaj pomislekov in nisem edini." Konec citata. Kaj to pomeni? Kje točno imate vi te pomisleke pri Logarju? Midva sva v izmenjavi mnenj, zlasti pa nekaterih temeljnih vrednotah, majčkeno različna. Ena izmed njih je recimo vprašanje Gaze. Tukaj imamo diametralno nasprotno stališče. Za mene je dogajanje v Gazi genocid, to je dejanje, ki bi ga mogli v Evropski uniji obsoditi in vse energije uporabiti za to, da se vojna takoj konča. Tukaj ni prostora za slepomišljenje, on vidi te stvari mogoče drugače. Druga stvar, kjer sva se tudi že soočila oziroma se pogovarjala prav v vašem studiu, je vprašanje splava. Jaz imam tukaj
popolnoma kristalno jasno stališče, splav je temeljna civilizacijska dobrota oziroma pridobitev in dvoma v to, da bi te stvari omejevali, je za mene nedopustno. To, da bi lahko politiki odločali o telesu ženske, je za mene neokusno in nedopustno, medtem ko vidim, da drugi pa bi o tem se še pogovarjali. Torej, gre za neke vrednostne vprašanja, kjer vidim, da se razhajamo, kar ni seveda nič narobe, ampak ko pogovorimo o koaliciji, pa mislim, da na tako temeljnih vprašanjih moraš biti pa na isti strani. Sicer je potem težko sobivanje v koaliciji. Je bilo pa pri tej vaši odločitvi tudi zdaj očitno nekaj preračunavanja. Tokrat je sicer ta odločitev nepovratna, če ste izvoljeni v domači parlament ali vlado, je jasno, tako izgubite evropski stolček. Takrat pred prvim krogom predsedniških volitev pa ste, ne? Tudi to sem vas spraševal v tem studiu, vložili še župansko kandidaturo in bili v Kočevju spet izvoljeni. Ali zdaj, če se pri vstopu v strankarsko politiko karkoli zalomi, še ohranjate neko odprto možnost za vnovično kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2027? Ne. Mislim, ta zgodba je vsaj za mene zaenkrat zaprta v celoti. Če mi uspe v čemarkoli v državni politiki, bom prevzel seveda naloge v državni politiki. Če mi ne uspe, bom opravljal nalogo to, ko imam zdaj, torej v Evropskem parlamentu in ostanem tam, kjer sem. Vse ostalo ta trenutek me popolnoma ne zanima in samo se dotočam samo na to, kako na kakšen način lahko z argumenti dosežemo čim večjo prepoznavnost oziroma da dobimo tudi čim več glasov. Kdo pa vam je ponujal predsedniško kandidaturo v zameno za to, da ne bi šli v ustanovitev svoje stranke? Seveda boste razumeli, da vam teh stvari ne morem razkriti, to so debate in razgovori in pogovori. Ampak to je nekdo iz vladajoče politike trenutne. A so to te stranke? Bile so te stranke, ja. Pa ste si vi že odgovorili na osebno dilemo, glede na to, da imate tudi premierske ambicije, ali ste pripravljeni sodelovati tudi zgolj kot minister v drugi Golobovi vladi ali morda na funkciji v državnem zboru? Mislim, jaz bom prevzel tisto nalogo in funkcijo, ki mi bo zaupana. Ta trenutek ne vemo, niti približno, kakšen bo rezultat, in je bila vsa špekulacija popolnoma odveč. Jaz mislim, da naj najprej ljudje povedo svoje, potem bomo pa lahko mi potem prevzeli to ali drugo nalogo. Ampak še enkrat, jaz ne bom bežal od nobene funkcije in naloge, ki mi bodo volivke in volivci zaupali na volitvah. Ampak bo pa težava, to ste tudi prej povedali, ne, če KPK ugotovi, da je premier Golob, predsednik vladajoče stranke, kršil integriteto, ali v zadevi Bobnar, ali pa v zadevi Karigador, da bo to za vas težava. Kaj to pomeni, da z njim v tako vlado ne boste šli? Ne boste šli z Janšo, ne boste šli z Golobom, boste potem v opoziciji? Kar se tiče mene osebno, jaz mislim, da v taki vladi potem ne morem sodelovati. Govorim za mene osebno. Seveda stranka pa je več kot en sam človek, torej o tem je pravilno, da se odločijo oziroma spregovorijo vsi tisti, ki bodo takrat v tej stranki. Ampak da predsednika ne bi bilo v vladi, smo imeli, ampak je nenavadno. Ne? Je nenavadno, imeli smo nekaj takih primerov že v preteklosti, tako da težko zdaj rečem, kaj se da in kaj se ne da. Ampak osebno govorim zdaj iz mojega stališča. Veste, integriteta je pravzaprav najbolj temeljna valuta vsakega politika. In če te ni, potem je težko, in če te ni, tudi ne moreš voditi, zaradi tega, ker ne obstoji temeljno zaupanje med državljankami in državljani in tabo kot odločevalcem. Torej, jaz mislim, da vsakdo, ki bi prišel v tako točko, da ne bi te integritete imel, mislim, da bi bilo pravilno potegniti določene poteze. Zdaj, ko so se začela ta ugibanja o vašem vstopu v domačo politiko, se je zdelo, da ste, vsaj tako so tudi ocenjevali, da ste štartali in si želeli premierskega položaja. A menite, da je to še realno, glede na to, da tudi nekateri iz vaših krogov ocenjujejo, da morda niste najbolje zastavili tega projekta? Zdaj se ne vem, kdo to ocenjuje. Boste mi vi mogoče izdali, ker bi tudi ta to vedel, kdo so ti ljudje. Kar se pa tiče mojih ambicij, je pa tako. Veste, kot sem rekel, v demokraciji imajo volivke in volivci vedno prav. Oni bodo tisti, ki bodo odločili, kdo je po njihovi oceni najbolj primeren za upravljanje določene funkcije. In jaz mislim, da je prav, da njim prepustimo to odločitev. Če pač te podpore ne bom imel, se bom seveda mogel s tem popolnoma sprijazniti in prilagoditi dejstvom volilnega rezultata. Tisti, ki se pojavljate kot bolj ali manj novi obrazi, torej z novimi projekti vstopate na politično sceno, pogosto govorite, kako pot Slovenije do sedaj ni bila prava, da boste stvari zastavili drugače. Kaj konkretno torej trenutna oblast, gospod Prebilič, dela najbolj narobe? Katero odločitev bi bilo po vaše treba spremeniti ali izpeljati drugače in kaj obdržati? Torej, veliko je tega, ampak mogoče strnem v 4 misli.
Prva je ta, da, kot sem rekel, moramo zagotoviti dejansko popolno transparentnost politike v Sloveniji. Sicer bo zelo težko, če bodo politiki vedno znova spodkopavali pravne temelje naše države, potem ni mogoče voditi države, oziroma tudi ostalim sporočamo, da veljajo zakoni za ene bolj, za druge manj, kar je nedopustno. Druga stvar, na gospodarskem področju je potrebno več sodelovanja. Mislim, da smo zdaj na točki, kjer dodatne davčne obremenitve več ne morejo biti sprejete. To pomeni, da bo nekaj treba narediti na prihodkovni strani proračuna ne skozi davke, ampak skozi bolj učinkovito pobiranje davkov. In drugič, predvsem bo treba začeti malo bolj racionalno porabljati denar, ki ga imamo na razpolago. Tukaj mislim, da je zelo, zelo veliko. Recimo skupno javno naročanje na zdravstvenem področju bi bil že en tak ukrep, s katerim bi lahko zmanjšali, da se ta denar zgubi v raznih kanalih. Končno treba je vzpostaviti javne sisteme, ki bodo imeli neko zaupanje. Izobraževalni sistem danes je načet vseh koncev, učitelji odhajajo, kar mislim, da je zelo, zelo slabo. Enako velja tudi za zdravstvo. Mislim pa, da je najpomembnejši ta trenutek res temeljit premislek o tem, kakšno obljubo oziroma kakšno breme si bomo naložili na področju obrambe. To, kar danes gledamo, ko se sorazmerno lahkotno govori o vseh milijardah, ki jih bomo namenili za obrambo, mislim, da je to zelo nedržavotvorno. Samo da mogoče dve številke, 3,3 naj bi bilo milijard, to je 5% namenjenih za obrambo, to je 20 oziroma 22% vsega proračuna, kar je bistveno več kot celotno proračun za izobraževanje. In na koncu, kar se mi zdi zelo pomembno, govorimo tudi o tem, da preveč lahkotno tudi Evropa sledi nekaterim navodilom našega zaveznika na drugi strani Atlantika. Namreč nezanemarljivo dejstvo je, da se pričakuje od vseh držav zavezništva, da gredo na 5%, ne pa tudi za ZDA. Za njih bo še vedno ostalo 3,5%. Torej, mislim, da tukaj bi bili lahko malo bolj hrabri in za vzgled bi si lahko morda vzeli celo Španijo, ki je tukaj si izpogajala drugačen pristop. No, ampak če smo pri Španiji, dogovor o teh 5% znotraj NATO se doseže soglasjem, kar pomeni, da je tudi Španija na to na koncu pristala, enako kot Slovenija. Kaj bi torej vi na takem vrhu storili, bi tem 5% nasprotovali, pa če tudi kot edini? Jaz bi nasprotoval. Jaz mislim, da je prišel čas, ko je treba o tem nasprotovati. Mislim, da tudi nismo opravili vse domače naloge na področju zunanje politike. Zelo pametno in modro bi bilo pridobiti kakšne zaveznike v tej zgodbi. Seveda Slovenija sama ne more ustaviti vseh procesov. Mislim pa, da bi tako, kot smo na primeru priznanja Palestine pridobili zaveznike v Irski in Španiji, mogoče dobili zdaj tudi še kje drugje. In blokirali odločitev NATO. Tako je. Mislim, da bi bilo to zelo smiselno, zato ker temeljno vprašanje, ki nikoli ni bilo odgovorjeno sa strani NATO, je, proti komu se mi oborožujemo in kdo je tisti sovražnik, za katerega potrebujemo danes 5%. To bi si jaz najprej želel slišati. In mislim, da bi to morala narediti vlada v Republiki Sloveniji. Nam pojasniti, kdo so ti ljudje, proti katerim se mi oborožujemo tako histerično. Zdaj, kot smo na N1 napisali danes, naj bi po naših informacijah več vidnih nekdanjih politikov v pogovoru z vami poudarilo, da za učinkovit in dolgotrajnejši prodor na slovensko politično prizorišče potrebujete dober program, s katerim boste kompetence pokazali ne samo na obrambnem in zunanjepolitičnem področju, temveč tudi pri gospodarskih, socialnih, zdravstvenih in drugih temah. Ali ta načrt že imate, kdo vam ga pripravlja, kaj so glavne usmeritve? Nekaj ste morda že nakazali, ampak konceptualne me zanimajo. Recimo, konkreten primer, trenutna vlada, ki jo kritizirate, je sprejela zakon, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo. Torej, po domače rečeno, zdravnike sili, da se morajo odločiti, kje bodo delali. Vi bi tak zakon obdržali, je to prava smer in morda še druge konceptualne zamisli, ki jih imate glede konkretnih stvari? Torej, konkretno vaš odgovor, oziroma da vam odgovorim na vprašanje zdravnikov, jaz mislim, da je bilo nasilno ločevanje ne premalo premišljeno, namreč dejstvo je, da zdravniki se s tem v osnovi niso strinjali. Jaz mislim, da je treba stopiti na drugačen način in sicer ustvariti v javnem sistemu take pogoje, da zdravniki ne bi odhajali v zasebni sektor. Torej, ali smo naredili vse, kar se da v javnem sistemu, da bi lahko zdravniki bili stimulirani za svoje delo, da bi imeli pogoje dela takšne, kot imajo v zasebnem, in da seveda izživijo vse svoje karierne uspehe znotraj javnega sistema. Jaz trdim, da tukaj je veliko prostora za izboljšavo. Prepoved in na nek način sila, ki jo apliciraš v ta dialog, mislim, da je na koncu, ne na začetku. Tukaj mislim, da je za to napako. Kar se tiče gospodarstva, sem že povedal, kar se tiče davkov. Predvsem pa se mi zdi, veste, jaz sem
pred leti pripeljal v Kočevje Yaskawa. Yaskawa je multinacionalka, ki ima večji turnover, se pravi. Ampak to je tudi gospodarsko ministrstvo pri tem sodelovalo. Seveda je, niste ampak vi osebno pripeljali. jaz v Kočevje sem seveda parcelo in vse pogoje za to, da danes tam firma stoji, izpeljal preko občine Kočevje, ker je last zemljišče občine Kočevje. Infrastruktura za to podjetje je občina Kočevje. In dalje, in dalje, in dalje. Davki so občina Kočevje, NUSZ je občina Kočevje. Torej, hočem vam povedati, treba je gospodarstvu omogočiti pogoje za to, da bodo lahko v mikrolokalnem okolju investirali. Daleč največji problem gospodarstva danes je birokracija. Povprečno čakanje na gradbeno dovoljenje lahko preseže tudi več let. Pri nas smo ga zagotovili v 3 tednih, skozi drugačen pristop in sodelovanje. Kar trdim je, da bi morala država v tem delu se debirokratizirati, malo več zaupati tudi lokalni samoupravi in sprostiti ta primež, kjer se v umeščanju v prostor praktično nikamor ne premaknemo. In to je nenazadnje občutila sama ob poplavah, ko je zagotovila, da bodo zgradili toliko in toliko objektov, pa so ugotovili, da jih ne morejo zaradi zakonov, ki so jih sami postavili v življenje. Torej, tukaj vidim, da je potreben drugačen pristop. In v tem pogledu ste si v bistvu kar blizu z največjo opozicijsko stranko SDS, tudi oni ves čas poudarjajo, kako je debirokratizacija pomembna, ampak kot ste že povedali, z njimi ne boste sodelovali. Videli bomo, kako bo na koncu. Naj vas popravim, sodelovanje pri dobrih zakonih je vedno dobrodošlo. Ne pa v koaliciji. Ne bomo pa v koaliciji. Dobro. Bomo še videli, seveda, kako bodo volivci na koncu karte razdelili. Zagotovo se v tem studiu pred volitvami še vidimo. Do takrat pa in za danes seveda najlepša hvala za vaš obisk in vaše odgovore. Hvala za povabilo. Vam pa najlepša hvala za vašo pozornost. Vse naše pretekle oddaje, pa tudi podcaste s Suzano Lovec najdete na naši spletni strani n1info.si, na YouTubu, na Metroplayu in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Iz studia le še lep pozdrav in nasvidenje.